Med surfanjem po internetu smo naleteli na tale praznični posnetek. Da si je kaskaderska ekipa z Madžarske takole privoščila prav Swifta, ni naključje. Madžarska je mimogrede nekdanji Swiftov evropski dom. Tu so ga nekoč izdelovali, čeprav zdaj zadnjo generacijo izdelujejo izključno v Aziji. No in drugi, še pomembnejši razlog pa je to, da je le malo avtomobilov v svojih običajnih oziroma lahko rečemo tudi poceni različicah tako dinamičnih, agilnih in zabavnih. In štirikolesni pogon pri tem avtomobilu vse skupaj le še potencira. No, poglejmo si torej Swifta s štirikolesnim pogonom, še prej pa vas spomnimo, da se naročite na naš kanal. Swift je mali, dinamičen Suzuki, ki je tradicionalno znan po svojem lahkotnem karakterju. Njegova zadnja izvedba, ki je zdaj na trgu prisotna že 4 leta, ni več najmodernejša, ne na zunaj, ne znotraj in tudi na področju asistenčnih sistemov, pa čeprav imamo tukaj na voljo radarski tempomat in pa sistem Lane Assist, že imamo nekatere bolj napredne pakete v tem segmentu. No, je pa to edini model v segmentu, ki še ponuja štirikolesni pogon. In ta štirikolesni pogon dinamiko Swifta le še nadgrajuje. Suzuki trenda opuščanja v tem segmentu nišnega štirikolesnega pogona ne zasleduje. No, zasleduje pa trend hibridizacije, vsaj blage hibridizacije. Tako je Swift na voljo le še kot blagi hibrid. To pomeni, da je opremljen z zelo majhno baterijo, ki se nahaja pod voznikovim sedežem in elektromotorjem, ki deluje tudi kot zaganjalnik in generator. Blagi hibrid v resnici ne prinaša prav občutne razlike, ko govorimo o voznih lastnostih avtomobila. Moči bencinskega motorja v najboljšem primeru doda 2 kW. No, še najbolj občutna razlika bo pri ponovnem zaganjanju bencinskega motorja, pri delovanju sistema start-stop, torej pri vsakodnevni počasni mestni vožnji. Precej bolj občutno razliko medtem prinaša štirikolesni pogon. Gre za stalni štirikolesni pogon, ampak ta v Swiftu nima kakšne možnosti prilagajanja delovanja, tako kot pri recimo večini terencev. Nimamo kakšne možnosti izbiranja načinov delovanja štirikolesnega pogona in potem tudi ni sistema za spuščanje po klancu in tudi odmik od tal je v Swiftu s štirikolesnim pogonom popolnoma enak kot v Swiftu z dvokolesnim pogonom. Ne moremo torej pričakovati kakšnih resnih terenskih zmogljivosti, ampak Swifta smo tokrat na test prejeli ravno v času prve letošnje snežne pošiljke. In tako smo štirikolesni pogon preizkusili tudi na snegu, pri speljevanju v klanec, ko je podlaga bila zelo spolzka. In ta štirikolesni pogon nas prav nikoli ni pustil na cedilu. Swift je peresno lahek in kljub temu, da štirikolesni pogon doda približno 100 kg mase, smo še vedno pod 1000 kg in to se v zavojih in pa tudi na zaverenih seveda zelo dobro pozna. In temu dodajte še nadpovprečno natančno krmiljenje. Podvozje je ravno prav čvrsto za ozke, zavite, malo luknjaste ceste, kot v Sloveniji. In tudi vozniški položaj je zame povsem ustrezen. Takšen Swift je očiten dokaz, da pomanjkanje kilovatov še ni razlog, da majhen avto ne bi mogel biti prav prijetno dinamičen. Ženega 1,2 litrski atmosferski štirivaljnik zmore vsega 61 kW. V praksi to pomeni, da bomo morali takšnega Swifta večkrat priganjati v višje vrtljaje. No in če tega ne boste preveč pogosto počeli, bo poraba znašala približno 5,5 litra na 100 prevoženih kilometrov pri mešanem ciklu. In to je približno pol litra več od Swifta z enakim motorjem, ampak brez štirikolesnega pogona.
Predstavljamo si, da je lahko štirikolesno gnani Swift še posebej primeren za Slovence, ker je naša poselitev zelo razpršena, je štirikolesni pogon koristen za premagovanje kakšnega klanca, ko je podlaga recimo bolj spolzka, naprimer zasnežena. In ker je Swift majhen, okreten in lahkoten, je pravzaprav tudi zelo zanimiva izbira za tiste, ki si želite slovenskim podeželskim cestam primerne dinamike. In ne nazadnje, to je tudi eden najcenejših avtomobilov, ki ponujajo štirikolesni pogon. Na voljo je za vsaj 15.500 evrov in takšen Swift bo imel tudi že vse asistenčne sisteme, ki so v ponudbi tega modela. Ta avto je torej že desetletja in tudi danes sinonim za lahkotno vožnjo. In na ta način tudi povsem upravičuje svoje ime Swift. Zdaj pa si lahko ogledate tudi preizkus športne različice Swifta ter preizkus štirikolesno gnane Vitare.